Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. V soboto. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Torej, na današnji dan, kaj se je dogajalo v zgodovini človeštva, ko je sobota, 22. avgust 2026. Rodili so se Claude Debussy, francoski skladatelj, tudi Mark Williams se je rodil na današnji dan, angleški igralec, če vam ime ne pove kaj dosti, verjetno najbolj znan vsaj meni in mnogim kot oče družine Weasley iz Harryja Potterja, torej Arthur Weasley. Sicer se je rodil na današnji dan tudi Ty Burrell, ameriški igralec in komik, najbolj znan kot Phil Dunphy iz TV serije Sodobna družina, če še kdo ni gledal, toplo priporočam. In pa danes praznuje tudi Dua Lipa, britansko-albanska pevka. Kdo pa je umrl na današnji dan? Salvatore Toto Cutugno, italijanski pevec, je torej umrl na današnji dan. Kaj pa se je dogajalo? Leta 1902 na današnji dan ustanovijo podjetje The Cadillac Motor Company in istega leta Theodore Roosevelt postane tudi prvi predsednik ZDA, ki se v javnosti pojavi v avtomobilu. Leta 1968 pa papež Pavel VI prispe v Kolumbijo, kar je obenem zgodovinski dogodek, ker je bil v bistvu prvi papež, ki je obiskal Latinsko Ameriko. Ne vem, kaj so prej delali na stotine in tisoče let, da se noben ni odpravil tja, ker imajo ogromno vernikov. Ja, trajalo je torej do leta 1968. Gospa Repincle je domač? Vse domače, Peter Žil, Bob Goreje, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Tako, 7 minut čez 8 in v totem studiu lepo pozdravljamo Natašo Matijevič, vodjo mariborskih tržnic. Dobro jutro. Dobro jutro, Nataša. Gremo kar v paradajz noter, na vse zgodaj, ker festival Paradižnika se je včeraj začel, kljub slabemu vremenu, ali pa slabšemu. Strokovni del smo izvedli, torej predavanje z Mišo Pušenja, ki je bilo zelo odmevno in zelo odlično, zelo smo bili zadovoljni, oziroma stranke z njo. Tudi strokovni del preizkušanja najboljšega paradižnika je dobro uspel. Preizkušali smo čez 30 različnih vrst paradižnika naših prodajalcev in res je bil. To je namen tega, da približamo ljudem, kakšna je razlika med paradižniki, ki jih kupujemo v samopostrežnih trgovinah, ki so pripeljani od daleč, iz rastlinjakov. To je neprimerljivo. Res je, neprimerljivo. Celo poizkušamo neslane paradižnike, tako da ljudje prvi tisti občutek, ko so začeli probavati paradižnikov, jo se ta ni dober, ne? Ampak ja, ni slan. Probaj paradižnik, kakšen je, ko je osnova tistega paradižnika, tako da ja, to je zelo lepo uspelo. Sedaj tudi veliko je že prišlo bajsekov. Aha, za danes, tako ne? Tako je, 20 jih imamo. Trenutna teža najtežjega je 1,60 kg in pričakovali smo večjega, težjega, ampak očitno je to, kar pravi gospa Pušenjak, letošnje leto prizadelo tudi velikane, vrtnine. Suša, veter, ni bilo vode, niso kaj dosti zalivali, nismo smeli nekaj časa zalivati. In ja, očitno je, ampak je ena vrtičkarca, je za 1,60 kg, celo ni naša prodajalka iz tržnici, ampak ena ljubiteljska vrtičkarca, tako da ja, čestitke. In do 9 imate še možnost prinesti paradižnik. In vsi, ki bodo nad 700 gramov, bodo prejeli nagrado. Kaj pa če, ne vem, lubenico recimo pobarvaš malo, pa daš gor. Tak peclček. Ja, to bomo verjetno opazili. Verjamem, če bi jaz to delo, verjamem, da bi opazili. Skratka, danes torej do 9 ure še čas, da prinesete svoj najtežji paradižnik. Vsi, ki so nad 700 gramov, ne? Pa dobijo lepo nagrado. Tako, evo. Ob 12 je pa razglasitev, tako da vsi, ki ste ga že prinesli, ob 12 se dobimo in pogledamo, kateri je tisti, ki je najtežji, in potem seveda grejo v razrez in bomo zbirali semena in bomo skrbno posušili vsa semena, da jih bomo lahko drugo leto sadili. Fantastično. Kaj pa drugače na tržnici ni zdaj vse v znamenju paradajza, ne? Kakšna je ponudba? Jesen je čudovita, sploh zdaj malo prehiteva, tako da zdaj bomo rekli, da smo že skoraj na tržnici. Ponudba na tržnici je že septemberska, od grozdja, sliv, fig, lubenic, štajerske lubenice imamo na tržnici,
jabolka, skratka slive, breskve, tiste vinogradniške breskve, tiste male lušne, take kosmate so take res tisti taki specifičen, močen okus. Na tržnici je res vsega. Poleg sadja tudi zelenjave. Danes je z nami tudi naš vrtnar, torej sedaj se bodo temperature malenkost dvignile, malenkost več bo dežja, tako da bomo tudi imeli več veselja na vrtovih, da lahko tudi posadimo od solat, zelja, blitve, špinače, skratka radičev zimskih, štrucastih, torej zdaj je čas, da posadimo na vrtove doma in naš vrtnar je danes tudi z nami. Svetovno, torej stvari ne bo zmanjkalo, pa tudi vse je odprto, mlečno-mesni paviljon. Mesno paviljon je še vedno ponudba, piknik, žar, čevapi, perutničke, vsega je še dovolj, sira za žar, tako da kar pogumno mesni paviljon in pa seveda tisti del sladki mesnega paviljona Gvesni, ne, pa kako tortico, pecivo, princesko, čupavca in vsega je dovolj. Mogoče čas, da damo en glasbeni premor, ker si preveč luštno naredila, pa se vrnemo čez 3 minute. Gospa Repincle je domač? Vse domače, Petržil, bob, goreje, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. In v tem studiu še vedno Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic. Dobro jutro. Dobro jutro. Prej sva govorila o paradajzu, včeraj je šel strokovni del skozi, danes čakamo še najtežje paradajze do 9, torej še lahko prinesejo svojega. Do 9 še lahko prinesejo, potem jih imamo razstavljene že na tržnici, vsi se obračajo za njih in vsi jih gledajo in res so tako lepi. Do 9 in ob 12 bomo izbrali najlepšega. Fantastično. In jaz sem prej omenil, če bi lahko lubenico prebarval v paradajz. Zakaj sem rekel lubenica? Zato, ker si prinesla lubenice danes, ne? Ja, in to ne kar kake lubenice, prinesla sem štajerske lubenice. Imamo to srečo, da to podnebje naše je vedno bolj toplo in omogoča tudi pridelavo lubenic. Zelo dobre so, kmetija v Ogrinjih ima iz Dupleka, iz Dvorjan, odlične lubenice so res. To so tisti, ko imajo jagode tudi? Tako je, to so tisti, ko imajo jagode, imajo tudi jabolka, imajo grozdje, imajo tudi sokove in imajo tudi lubenice, imajo mladino, ki je doštudirala in so mladi zelo inovativni in zelo taki predani in imajo lubenice. Pridite jih danes na tržnico probat in pa lahko odnesete domov tudi celo polovičko. Celo, če ne druga, ne? Ker je vikend, da se luknja naredi, pa ne? Pa malo natanka, eno flašo not obrne, pa slamice noter. Ampak razen tega zelo zdravo sadje, ne? Lubenica je prvič je zelo zdravo sadje, drugič je sadje, ki ga v bistvu nadomešča vodo. Torej poletna dehidracija, kako rešujemo z lubenica. Tako. In je pa lubenica, tako moramo vedeti, kako kupiti lubenico. Včasih smo rekli, trkamo po lubenicah, ne? Ali pa tam pri peclu nekaj vohaš, pa ne vem kaj vse. Vohaš nekaj, gledaš, čeprav naši na tržnici ti jo tudi razrežejo. Tisti spodnji del, ki je na zemlji, je običajno bolj kremast, ni tisto čisto bel, ne, ko je že tako malo bolj kremast, potem veš, da je lubenica zdrava in pa dobra, zrela. In seveda, tudi potrkati je pod njo, ne, če tako lepo zadoni, potem je tudi zrela. Še nekaj, lubenica ima sorodnico in če pogledamo koga, ne, lubenica ima sorodnico bučo in pa melono. Tako da to so kar ene 3 sestre, ne, buča, melona, lubenica, tudi te imamo na tržnici. Super. Kaj so one medene morda? Tudi te imamo na tržnici in zdaj, če gledamo, ne, lubenica je zelo zdrava, ima zelo malo kalorij, 30 kalorij ima 100 gramov lubenice, tako da v bistvu jo lahko pojemo, sicer, ne, če hujšamo, se ne smemo prenajesti tudi ne lubenice. Ker sladka pa je, ne? Sladka pa je, sladkorja ima, kalorije ima. Je pa ta naša štajerska, ki je bila včeraj nabrana, jaz sem bila včeraj v Dupleku na tej njivi pogledati, kako to zgleda. Ena dolga njiva samih kurbuzov, so rekli domači. In danes jih imate na tržnici sveže pripeljane, tako da te so tiste, ki bodo ostale doma, komot kupite eno celo in bo ostala doma kar nekaj časa. To pa bo pasalo. Tako
včasih se je malo težko zraven spraviti, zdaj moraš to pa na veliko desko, pa veliki nož, pa to vse teče, pa vse dol, ampak polko pa imaš vse lepo naseckano, ne, pa to poješ. Mojim, ne, jaz to lepo naredim na kocke, naredim v krožnik, pa zraven vilčke, ne, in pol je to užitek. Evo, jaz isto naredim, ker drugače ne jejo sadja doma. Ja, to so ti naši razvajenci, ampak ja, dobro je, da jih imamo radi, pa jih naredimo. Razen tega pa se bo dogajalo še prihodnji teden, ne? Torej od ponedeljka naprej na Grajskem trgu? Ne, je že. A je že? Je že. Tržnica na Grajskem poteka že od četrtka, torej bo pa do ponedeljka, cel vikend če bo, tudi v ponedeljek še podaljšamo. Če bo kak dež še morda v torek, ampak v ponedeljek zagotovo. Torej več kot 15 ponudnikov. Danes je sobota, danes so stričeki, starinariji. Suha roba pa to? Ne, to so tisti združenje zbirateljev starin. Okay. To so tisti prav stričeki, jim rečejo, ker so taki pravi stričeki, značkani, znamki, s starimi takimi long playke, vse živo najdeš pri njih, taki lušni so. Jutri pa ponedeljek pa spet večja ponudba. V kateri uri je to na Grajskem? Začnejo tam med 9, 8, 9 zjutraj, pa mi vedno rečemo, da tržnica na Grajskem je od teme do teme. Tako. Torej, začnemo zjutraj, v soboto dopoldan bo tak lep vrvež in ljudno vabljeni tudi tja. Fantastično, evo, vse smo zrihtala. Paradajze še pripraviti danes do 9. Tako ob 12 bomo vedeli, kdo je najtežji in vam seveda javimo, da vidimo, kje smo pa letos za teža paradižnika. Hvala lepa, sicer pa torej na tržnico tudi po vse sadje, zelenjavo in tako naprej in v glavnem po lubenice. Hvala lepa, Nataša, pa se vidimo spet. Lep dan in uživajte v lubenicah, kajti res so sveže, domače in slastne. Tako, lep vikend, adijo. Pregled tedna. Toti studio sta obiskala Matjaž Javšnik pred svojo novo predstavo Norišnica in Stefanijo, ki je predstavil trilogijo videospotov. Pogovore najdete v naši audiošpajzi na totiradio.si. Na Trubarjevi ulici so podrli kostanjev drevored na veliko razburjenje Mariborčank in Mariborčanov. Začel se je 4. festival paradižnika na mariborski tržnici. Na Ptuju so se pričele 19. rimske igre. Začela se je predprodaja subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa za novo šolsko leto. Organizatorji Italiamo Festa so festival zaradi slabega vremena prestavili na 11. in 12. september. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor pa je obeležila 100 let in to med drugim tudi tako, da so se njeni profesori podali na posebno kolesarsko pot po Sloveniji, dolgo približno 400 kilometrov. Svoj rojstni dan pa je praznoval velik radijec, medijska zvezda, žamet Maribora Andrej Mernik. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih je 7. Ko se mi pa to zgodi? Ko se trudiš zdravo jest, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samodiscipline. Ko se mi pa to zgodi? In če ste doma blizu glavnega trga, jih že slišite in vidite, če pa ne, pa vljudno vabljeni. Danes je na sporedu 37. reli starodobnikov Štajerska 2026, štartom ob 10. uri. Predtem smo govorili tudi z enim od organizatorjev, Žan Domanko. Kako dolga je trasa tega relija? Trasa je znana, traso dobijo tudi tekmovalci vnaprej. Letošnja je dolga 63 km, smo se odločili za malo krajšo, zaradi tega, da tudi vozila, ker smo Tomose dodali, da imajo tudi takšna vozila, pa tudi kakšno starejše, da omogočimo, da lažje premaga pot, ampak zaradi tega ne bo nič kaj manj bogata. Osnova je tukaj na glavnem trgu z štartom ob 10. uri, vsako minuto gre na pot eno vozilo, potem pa gremo naprej proti Eleklerku. Mogoče še povemo, da v Mariboru trenutno gostuje tudi razstava Tomos v Pokrajinskem arhivu, ki bo ta dan odprt, tako da si ga bodo lahko naši tekmovalci, pa tudi ostali obiskovalci trga pogledali tudi to razstavo.
Ok, glede na to, da je to že 37 reli, pomeni, da zanimanje je in da je avtov dovolj. Koliko starodobnikov ponavadi sodeluje na takem reliju? Številka kar varira. V preteklih letih je šlo tudi že krepko čez 150. Ampak danes zaradi poplave dogodkov, različnih srečanj, pa tudi relijev na sezono je 8, ki štejejo za prvenstvo. Lahko pričakujemo realno številko okoli 70 vozil. Trenutne prijave pa so že zelo spodbudne, številke so visoke, vreme smo naročili, tako da pričakujemo, da bomo šli krepko čez 70. Svetovno. Bravo. In morda še vabilo za konec? Zdaj ni več ovir, da ne pridete. Vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani mesta ali pa tudi širše, ljudno vabljeni. Tako, pridite na glavni trg, štart torej čez približno 20 minut, do takrat pa si lahko še ogledate, tudi fotografirate te izjemne avtomobile. Vabljeni! Dejan in Jeger pa sta se v preteklem tednu nekaj bockala, nekaj sta se šopirla in ne vem kaj vse, ker so go-karti nazaj. In Dejan je že prvi tam. Halo, Dejan. Lep pozdrav iz dirkališča Cibikart, ki se danes odpira tukaj na parkingu pri mariborskem letališču. Veš kaj, imam samo eno obvestilo za Jegra, ki je napovedoval revanšo za dirko, ki sva imela pred zdi se, da leta nazaj, ko je se tudi masno zgubil. Jeger blizu rekorda, sem samo toliko. Drugače pa vabljeni, tu se že dirka. Ok, dobro, Dejan ima torej, je prej začel, bo več vado in ima že skoraj rekorde, tako da Jeger, ne vem kaj čakaš. Bo še pestro to, sicer pa ja, vabljeni na go-karte. Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Soboto.